Pravljični kotiček z Diano na Timi Kids TV. Smrekulja. Nekoč, že dolgo tega, je visoko v gorah stal smrekov gozd. Sredi njega je živela smrekulja, ki je zelo rada opravljala. Vse dneve je opazovala okrog sebe in le čakala, da bo komu kaj novega povedala. Sosedu Boru je razlagala, da se kača že nekaj dni plazi okrog mravljišča in ga bo zagotovo uničila. Kači je razlagala, da se oblak vsak popoldan sprehaja in bo zagotovo kmalu snežilo. Ko pa je oblaku začela opravljati soseda Bora, je ni želel poslušati. Brezskrbno je potoval naprej po svoji poti. Govorila je čedalje bolj glasno, mahala z vejami in iskala nove zgodbe. Ugotovila je, da je nihče več zares ne posluša. Poskušala je biti zanimiva in pomembna, želela je dobiti prijatelje. Niti opazila ni, da jih tako izgublja. Težko ji je bilo govoriti o sebi, zato je raje govorila o drugih. Brez zgodbic se ji je življenje zdelo dolgočasno. Sama sebi ni bila prijateljica, zato tudi drugim ni mogla biti. V tišini se je pogovarjala sama s sabo. Začutila je takšen dolgčas, da je težko jedla in težko zaspala. Sanjala je, da jo prijatelji opravljajo. Izmišljevali so si neresnične zgodbe in se ji smejali. Kadarkoli je ni bilo zraven, so se pogovarjali o njej. Zbujala se je jezna in v skrbeh. Spoznala je, da je ona ves čas počela prav to. Postalo jo je sram. Bilo ji je zares žal. Želela jim je to tudi povedati, a jih ni zanimalo. Šli so naprej po svoji poti. Ni ji preostalo drugega, kot da se še naprej v tišini pogovarja sama s sabo. Raziskovala je nebo, raziskovala zemljo, raziskovala je sebe in raziskovala življenje. Vzljubila se je in takrat so jo znova vzljubili tudi drugi. Zdaj jim je imela veliko novega in zanimivega povedati. Spraševala je in poslušala. Ugotovila je, da je včasih veliko lepše prisluhniti. Takrat se največ novega naučiš in imaš več zanimivega za povedati o sebi in življenju.